tega zadnjega dela tekmovanja. Pravi, da je tale Firefighter Challenge najtežjih 2 minut v športu, vi ste to upravili dosti hitreje, verjetno ste zadovoljni z... Ja, vsekakor, pod prvo že to izjemno tekmovanje tukaj na Bledu organiziran. Drugo pa res, jaz sem svoj osebni rekord prejšnjega tekmovanja na Poljskem, ki je bil pri 14 dnevi deve zboljšal za 6 sekund, tako da res fenomenalno. Zdaj, ko ste vi počeli tele vaje, je izgledalo zelo enostavno, ampak gladko je šlo, ampak verjetno do takega nivoja je težko priti. Verjetno izgleda tako dosti naiter, ka res probamo čist, kar se da najhitrejši upraviti s progo, samo je pa treba veliko treninga pa truda. Naporno je, bistveno je tle v bistvu drill, se pravi, če imaš tehniko, v bistvu rabiš dosti manj moči, se pravi, čeprav močen moraš biti tle, če nisi močen, ti do tehnika ne pomaga. S tehniko, s pravilno tehniko se pa tudi brzina pa dobi in delamo na tem 6-krat na teden, treniramo v bistvu za to in vse je obrastvaj. Se pravi, da dejansko ste že skoraj profesionalni v tem... Ja, v tem športu v bistvu smo profesionalci. Edina razlika je to, da v Ameriki v glavnem so to poklicni gasilci. Pri nas je pa več kot 99% v bistvu je prostovoljcev. Like always, the scenery is awesome. Bled's always an awesome town to come to, real beautiful. The competition's always stellar. A lot of Europeans, best competitors come here, so we absolutely love this competition. The competition is in Europe is relatively young. Are they catching up with your They are definitely catching up. It is a tough competition. The competitors are very good. They're getting better throughout the years. Before, a few years ago, like I said, they were still learning. As you said, TFA was big here, but the Combat Challenge was young. But they are definitely worth taking a look at though now. Za Firefighter Challenge pravi, da so to 2 najtežji minuti v športu, ampak vidimo, da tudi dekleta to obvladate. Kako težko vam je bilo? Zmer lažje je, no. Vsakič, ko gremo na progo, vsakič je lažje. Jaz se s tem ukvarjam zdaj že drugo sezono in moram reči, da res treningi se poznajo, vsak trening ti da nekaj novega, tako da je res vsakič lažje. Četrto leto organiziramo v Sloveniji to tekmovanje, pa 6. leto je v Evropi. Je pa tekmovanje samo že 22 let staro, se pravi 23. leto bo letos v Združenih državah Amerike. Ustanovljeno je bilo zato, ker je dr. Paul Lloyd Davis, on je idejni ustanovitelj tega, dobil nalogo od države, da naredi neko preverjanje poklicnih gasilcev, da so psihofizični pripravljeni, imeli so velike težave z debelostjo, s raznimi boleznimi in država je nekako rekla, da se treba narediti neko tekmovanje, iz katerega bodo lahko oni preverjali, ali so gasilci vsako leto pripravljeni za intervencijo ali ne. Verjetno so pa take situacije tudi se pojavljajo, ko dejansko gasite požar. Drži, prav tekmovanje bo razvito iz tega testa za poklicne gasilce v Ameriki. Ko so videli njihovo tekmovanje, so iz tega razvili prav to tekmovanje, ki vsebuje te glavne elemente, ki je gasilce uporabljajo tudi v resničnih požarih in nesrečah. Tudi v gasilskem društvu sodelujete v operativnih akcijah, se tudi tam spopadate za takšnimi ali bolj prepuščate tam fantom? Ja, ne, jaz sem tam tudi zelo aktivna, se zelo probam preriniti v spredje, kar se le da, pa tudi fantje me zelo upoštevajo, pa so fair in si porazdelimo delo.